je trda borilna veščina v ringu, kjer so dovoljeni vsi udarci z ročno tehniko, se pravi boks, ter nožna tehnika, lahko se udarja prav tako low kick, se pravi, po nogi, izpod pasa, in dovoljeni so tudi komolci in kolena. Potem tekmujem še v bistvu tudi v low kicku in v K1. Zdaj, če malo povem, kaj je razlika, recimo od tajskega boksa in K1 je razlika v tem, ka pri K1 niso dovoljeni komolci, recimo to je glavna razlika, ostalo je vse dovoljeno, koleno, ročna tehnika, nožna tehnika, tako kot pri tajskem. Pri low kicku pa se ne sme uporabljati koleno, v tem je razlika, ne. Z borilnimi veščinami sem v bistvu že navdušen bil od malih nog, na primer v osnovni šoli sem karate treniral 3 leta, potem sem sicer ta šport pustil, in nato sem leta 2002 gledal finale K1 in to me je tako navdušilo, tisto, ko so šli borci v ring, potem ta akcija v ringu, skozi akcija, ne vem, sem si rekel, jaz to pa hočem trenirati, to je to, in sem imel res takšno željo, da bi treniral, in sem si rekel, če bo kdaj možnost, pa bom sam začel z borilnimi veščinami nazaj trenirati. In potem ironija je bila, približno 2 meseca pozneje sem šel mimo plakata, vidim, borilne veščine, glej, čas imam, ni bilo daleč od mene to, in sem si mislil, okej, pa gremo, ne, če me prej tako tisto K1 navdušilo. In sem začel trenirati, ampak sprva sploh nisem mislil, da bom tako daleč, da bom se tako spustil, ker tako kot sem rekel, ne, prvo sem začel z 2 treningoma na teden, potem mogoče drugo leto 3 treninge, potem še pozneje spet 4 treninge, tako dalje, dokler nisem, tako kot sem rekel, 4 leta nazaj se res začel ful aktivno ukvarjati s tem. Ja, zdaj, če rečem par besed o Aleksu, on sam, ko je prišel k nam, ni bil nič kaj, da bi rekel, posebnega, ne. Bil je v bistvu povprečen, tako kot vsak, ko pride k nam, ima ful močno željo, da bi postal borec v K1 ali pa v tajskem boksu. Zdaj marsikjer tudi obupa, ker tukaj je v bistvu zelo trda pot, ne, veliko je odrekanj in trdo delo, ne, mislim, marsikjerem je lažje doma pred kavčem sedeti, ko si utrujen priti na trening, ne. In to se razlikuje v bistvu tekmovalci od začetnikov, ne. In recimo Aleks je pol čez čas ratal nekaj posebnega, kar je tudi pokazal s tem, da je pač redno na treningu in ni danes se mi pa ne da, ali pa kakšen drug izgovor, ne. Zadnje 4 leta, ki se malo več ukvarjam s tem, oziroma več treningov delam, so tudi potem začeli boljši rezultati prihajati. Leta 2009 sem postal državni prvak v Muay Thaju, do 81 kilogramov. Potem leta 2011, zdaj to aktualno leto, sem v low kicku državni prvak bil in tako tudi prišel v reprezentanco low kicka, tudi do 81 kilogramov. Sem bil na svetovnem prvenstvu, in sedaj, recimo, glih pred 2 tednoma sem imel en zelo dober turnir, je bil na Hrvaškem v low kicku, Christmas Cup Osijek, dobri borci, dober turnir, močen turnir, kjer sem prvo zmagal 3 borbe, nato sem imel finalko in sem tesno izgubil po točkah, čeprav moram reči, da vsi, ki so gledali borbo, so mi rekli, da bi mogla zmaga biti moja, ampak vseeno glavno, da sem se dobro boril, zadovoljen sem, zelo kondicijsko je bilo vse v redu formi, tako da zelo srečen in nekaj lepšega res, ko toliko truda vložiš v en šport, tako kot jaz recimo, in potem, da dobiš neki rezultat, je tudi lepo seveda, ne, da je potrjeno, da si dober, da delaš nekaj, da si uspešen v nečem, to, kar delaš, to je res nekaj najlepšega, kar se lahko zgodi, po mojem.
Treninge za tekmovalce delamo sistematično, se pravi, včasih damo malo več poudarka na tehniki, včasih malo več poudarka na moči, včasih na eksplozivnosti, ne, pa tudi pač na kondiciji. Zdaj recimo naloga trenerja je, da pač on vidi skupino, a je dela, ne vem, dobro, je dela slabo, oziroma vidi, da mogoče skupini manjka kondicija, pa se dela malo več na kondiciji, ali pa pač obratno, odvisno, kaj pač skupini manjka, ne. Moj trening poteka intervalno, in sicer, če recimo opišem teren, v ponedeljek imam en trening, potem v torek imam 2 treninga, v sredo en trening, v četrtek 2 treninga in v petek en trening. Sobota in nedelja pa je fraj. 2 dni skupaj, kar fraj si kdo misli, mogoče preveč, mogoče premalo, ampak v bistvu sam sebe spoznaš čez ta šport in vidiš, kaj ti je prav. Jaz sem probal tudi že recimo še v soboto narediti zelo naporen trening, ampak je prihajalo skoraj že do pretreniranosti in si potem drugi teden nisi bil tako dober, tako da sem pač ta ritem mi najbolj nekako odgovarja, ko sem ga zdaj opisal, ne. In recimo, ko imam 2 treninga na dan, zjutraj na primer tečem, zvečer so borilne veščine. Včasih, ko pa delam bolj na moči, na masi, pa je zjutraj fitnes, zvečer borilne veščine, ne. Če gledamo obdobje 2 meseca pred samim tekmovanjem, ne, se pravi 2 meseca prej lahko delamo dosti bolj na moč, ne, se lahko dosti bolj močne udarce privoščimo, ne, ker je pač več časa, da si poškodbo zacelimo, ne. Medtem ko v zadnjem tednu, ne, moramo pa zelo čuvati borca, ne, tudi tukaj niso vaje preveč naporne, da borca ne obremenjujemo preveč, ne. In zaradi tega pač, tako kot sem že prej rekel, delamo dosti sistematično, da borec pride spočit na dan tekmovanja. V bistvu se že dogajanje začne pred ringom in ta šport, tako kot sem rekel, mi da ogromno že, ko treniram, pa to mi da dober občutek, vse. Ampak še poseben občutek pa mi da tisti res prav adrenalin kick, so pa borbe v ringi, ker že pred samo borbo se začne tisto, mogoče rečemo tako en teden prej se mogoče 2 tedna prej že začelo, že tisti rahel občutek čutiš, tako, da je neka rahla napetost, ampak glih to ti da tisti poseben kick, meni osebno, ker je res super. Na primer, prvo borbo, ko sem imel prvo noč, sploh nisem skoraj zatisnil oči, sem bil cel napeti, potem adrenalin v ringu je bil neizmeren in je bilo wow, super in vse, ampak potem čez čas se naučiš, da ta adrenalin ti glih da dodatno moč, ampak se ne smeš preveč spustiti v toti adrenalin, ker lahko recimo primer, če boš zdaj preveč razburjenje oziroma ne, pred borbo in boš prvo rundo preveč adrenalina imel, boš pa dal vse kondicijo ven in to bo ti vso kondicijo požrlo, tako da moraš recimo potem ta šport nauči ta občutek, če si ga veš kontrolirati, potem si lahko zelo dober, ker ti da tisto dodatno moč, ampak ga kontroliraš, da pa ni preveč, ne, tako kot sem rekel. Ja, v ringu pa bi rekel, recimo še bi dodal to koncentracija, v bistvu je zelo pomembna koncentracija, ne, se pravi, adrenalin je, tako kot sem rekel, ampak koncentracijo treba imeti, da si skoncentriran na to, na borca, na drugega, kaj on dela, potem skoncentriran na sebe, v bistvu zahteva zelo dosti koncentracije v ringu, no, ampak pravim, ni pa seveda lepšega kot po borbi, ko dvignejo tvojo roko in je tisti občutek, to se ne da opisati, to je treba doživeti, ne.
Telefon je priročna naprava, v prvi vrsti uporabna za komunikacijo, ima pa tudi mnoge dodatne funkcije, ki posamezniku pomagajo pri organizaciji in načrtovanju vsakdanjega življenja. Glavna in najpomembnejša lastnost mobilnega telefona je, da ga lahko uporabljamo praktično kadarkoli in kjerkoli. Ali ste navezani na vaš mobilni aparat? V bistvu ne, zato ker se mobilna tehnologija zelo hitro spreminja, zato zelo pogosto menjujem svoje mobilnike in se ne navežem nekaj na njih. Omenili ste, da zelo pogosto menjujete svoje mobilnike, imate na načrtu mogoče menjavo vašega mobilnega telefona v bližnji prihodnosti? Ja, že razmišljam o tem, ja. Vam je pri izbiri vašega telefona pomemben izgled telefona, so to funkcije telefona ali kar oboje? Najbolj pomemben bom rekla, da mi je dizajn, potem pa funkcionalnost telefona. Ja, zakaj vse uporabljate vaš mobilni telefon? Največ za klicanje in pošiljanje SMS-ov, vse več pa tudi za brskanje po spletu. Torej, vaš naslednji telefon bo omogočal brskanje po spletu. Ja, definitivno. Tako, hvala za vaše odgovore in lep dan želim. Enako. Zasvojenost z mobilnim telefonom lahko postane velik družbeni problem. Dejstvo je, da starost uporabnikov mobilnih telefonov pada, uporaba predplačniških paketov pa je zelo enostavna, zato ima danes večina najstnikov svoj mobilni telefon. Najstniki za mobilni telefon porabijo veliko časa, saj z njim kličejo, pišejo SMS sporočila, urejajo nastavitve telefona, slikajo in pošiljajo slike. Menite, da ste z mobilnim telefonom zasvojeni? Menim, da nisem zasvojen, ker mobilni telefon uporabljam le za klice in SMS-e. Sicer veliko uporabljam mobilni telefon, ampak menim, da še nisem zasvojena. Ja, skoraj, tako mi pravijo drugi. Kakšen je vaš povprečni mesečni račun za mobilni telefon? Ponavadi je tu okoli 40 evrov. V bistvu imam najvišji možni paket, tako da se na znesek nikoli ne oziram. Ja tako, ponavadi eno kartico za 5 evrov ali pa 10, največ mesečno. Toliko kot znaša mesečna naročnina, torej 20 evrov. Kateri pridevnik najbolj opiše vaš telefon? Lep in zmogljiv. Prečen, kot tako. Predvsem zmogljiv. Funkcionalen. Mnogim je pomembno tudi to, da imajo telefon, ki je čim novejši, saj se na trgu dnevno pojavljajo novi modeli. Te navade uporabnikom mobilnih telefonov povzročajo dodatne stroške, ki so pravzaprav nepotrebni. Ali se zaradi mobilnih telefonov manj srečujete z ljudmi v živo? Ne srečujem se zaradi mobilnih telefonov manj z ljudmi v živo, zaradi tega, ker zelo rada komuniciram v živo z ljudmi, se rada pogovarjam, da sem v stiku. Boljše mi je to, kot pa preko mobitela. Tako. Koliko minut dan ste v stiku z ljudmi preko telefona? To štejejo klice, SMS-i? Ja, nekje 1 uro. Uporabljam mobilni telefon. To gre za poslovne namene, osebne namene? Dosti gre v poslovne, tudi nekaj v osebne namene. Tako da... Pa med vožnjo telefonirate? Ja, seveda. Včasih telefoniram med vožnjo, zaradi tega, ker imam tudi takšen avtomobil, ki ima napravo za prostoročno telefoniranje vgrajeno. Tako da lahko brez skrbi se tudi... Nikogar, ne? Potem bi lahko že rekli, da ste zasvojeni z mobilnim telefonom, ali to še ni tako kritično? Ne, mislim, da še nisem zasvojena z mobilnim telefonom. Lahko sem kar brez njega. Tako, super. Kako pogosto pomenjujete mobilne telefone, glede na, recimo, ga menjate na to, ker vam več ni všeč, ali zato, ker več ne podpira najnovejših funkcij, ali ne menjujete tako pogosto telefonov? Ja, telefon kar pogosto menjujem. Zaradi tega, ker mi je pač vizualno kjer bolj privlači, glih funkcije mi niso toliko pomembne, ampak glede zgleda... Pa kar menjate pogosto, ne? Ja, kar menjam. Hvala lepa za vaše odgovore. Prekomerna raba mobilnih telefonov lahko vodi v zasvojenost. Če posameznik skuša kontrolirati uporabo mobilnega telefona in tega ne zmore storiti več, gre za zasvojenost. Ljudje, ki segajo po mobilnem telefonu, kadarkoli se počutijo nelagodno ali jih je strah določenega problema, se preveč zanašajo nanj. Takšno obnašanje namreč spodkopava zanašanje na samega sebe ter znižuje samozavest. Zanašanje na mobilni telefon za vsak nasvet ali psihološko potešitev je učinkovito le na kratki rok, dolgoročno pa nam lahko škoduje.